Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli pri spremljanju sredinih dogodkov dneva. V Velenju ob občinskem prazniku v september pester nabor prireditev. V Žalcu so namenu predali novo pešpot od hmelja do piva. V celjskem tehnoparku v 5 letih uspeli podvojiti obisk. V košarkarskem klubu Rogaška pred novo sezono popoln remont igralskega kadra. Mestna občina Velenje bo v četrtek 18. septembra praznovala občinski praznik. V september je tako v Velenju praznično obarvan, saj so tudi letos pripravili pester nabor prireditev, s katerimi obeležujejo praznik občine. V vodstvu občine so ob jubileju ocenili dosežke v zadnjem letu dni ter predstavili načrte za prihodnost. Velenje se v zadnjih letih pospešeno razvija tudi na turističnem področju. Med obiskovalci mesta je v poletnem času vse bolj priljubljen obisk Velenjskega jezera oziroma plaže, kjer so v primerjavi z lanskim letom beležili rast obiska. Ste videli, da se je tudi ta investicija, ki smo izvedli v plažo, izjemno prijela, da je bila to dobra investicija, dobra odločitev in to je samo dokaz, da moramo tudi v prihodnje seveda vlagati, bom rekel, v razvoj ne samo velenjske plaže, ampak turizma nasploh. Pri tem župan poudarja, da je potrebno zaščititi zemljišča v lasti velenjskega premogovnika. Sploh na območju Velenjskih jezer, da to ne pride v roke prekupčevalcem z nepremičninami, ampak da so to res zemljišča, ki jih moramo oplemenititi za razvoj naše skupnosti in za ustvarjanje nekih novih družbeno sprejemljivih priložnosti. Znani pa so tudi podatki o obisku v prvi polovici letošnjega leta in sicer, da je v prvi polovici letošnjega leta za 33,1% več prihodov, kot je bilo v istem obdobju v lanskem letu, torej prihodov turistov, in pa za 35,5% več nočitev, kot jih je bilo v istem obdobju lanskega leta. Tudi to je seveda dokaz, da se pač turizem v našem okolju počasi razvija. Novih pridobitev pa se letos lahko veselijo tudi športni navdušenci, predvsem nogometaši. Zaključili smo prenovo mestnega stadiona z novimi tribunami, z novimi garderobami, z novimi servisnimi prostori, fitnessom in z vso pripadajočo opremo, tako da vseh tistih preko 300 otrok, ki vsakodnevno obiskuje, seveda ta stadion ima danes tudi boljše pogoje za izvajanje svojih aktivnosti na tem območju. Velenje bo, če bodo načrti zdržali, kmalu dobilo tudi nova stanovanja. V tem trenutku imamo že skoraj v zaključni fazi tudi pripravo prostorskih aktov za začetek izgradnje približno 600 stanovanj na območju mestne občine Velenje. Pri tem vas lahko tudi seznanim, da z stanovanjskim skladom usklajujemo zadnje detajle, da bomo tudi sprejeli dogovor o izgradnji približno 200 stanovanj za neprofitni najem. V mestni občini Velenje pa gledajo tudi v prihodnost razvoja lokalne skupnosti. Zato smo tudi začeli z pripravo nove strategije. Strategija, ki bo do leta 2040 pokazala tudi pot, smer, cilje, pa tudi ukrepe, ki bi jih bilo potrebno sprejeti, zato da bomo seveda do leta 2040 svoje razvojne potencijale tudi izkoristili, da se bomo razvijali kot skupnost tako, kot sami želimo. To vizijo pripravljajo že nekaj mesecev, pri tem pa se trudijo vključiti čim več deležnikov. Do konca letošnjega leta načrtujemo tudi enega izmed dogodkov, kjer bi seveda naredili še zaključni dogodek, vezan na pripravo te vizije in strategije mestne občine Velenje do leta 2040. Vizija razvoja bo tako Velenjčane in razvoj njihovega mesta vodila do leta 2040. Verjamem, da bo to seveda eden izmed dokumentov, ki bo zelo jasno pokazal tudi to, da bo Velenje tudi v prihodnje razvojno naravnano mesto, kjer bo kvaliteta življenja na visokem nivoju in kjer bo seveda tudi v tem procesu prestrukturiranja ali pa tranzicije, kakorkoli to imenujemo, odšlo ven kot mesto, ki je izkoristilo vse tiste svoje priložnosti in potencijale, ki so
nam bili v danem trenutku in v danih okoliščinah tudi na razpolago. V Žalcu so namenu predali novo turistično pešpot od Hmelja do Piva, ki povezuje Fontano Piv, Zeleno zlato, Zeliščni park, Ribnik Vrbje ter Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije. Naložba je vredna slabih 544 tisoč evrov, nova pešpot pa je dolga 5,3 kilometra. V Žalcu so uradno odprli novo turistično pešpot od Hmelja do Piva. Skupna vrednost investicije znaša 525 tisoč evrov, od tega je bilo kar 350 tisoč evrov nepovratnih sredstev, pridobljenih preko programa za trajnostni razvoj slovenskega turizma. Mi se moramo posebej truditi, ker nimamo vseh teh naravnih danosti, termalne vode, ne vem kaj, ko imajo vse drugi, in zato moramo biti bolj drzni, inovativni, iznajdljivi, da naredimo kak tak dober produkt turistični, ki bo atraktiven ne samo za nas, ampak tudi za Slovenijo ali širše. In zdaj, ker gradimo na tem tradiciji, na tehniški, kulturni, naravni dediščini Spodnje Savinjske doline na Hmelju, smo pač naredili to hmeljsko pot, 5,3 kilometre. Pot povezuje vrsto prepoznavnih točk: Fontano Piv, Zeleno zlato, Ribnik Vrbje, Hopslandijo, Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo ter Zeliščni park pri Obrambnem stolpu. Vsi lahko hodijo, od tistih, ki so komaj shodili, in tisti, ki komaj še hodijo, vsi lahko hodijo po tej poti. Sem vesel, da so na ministrstvu prepoznali take projekte, kot je naš, da so podpore vredni. Dobili smo 350 tisoč evrov. Jaz sem zelo vesel. Boljše, da po celi Sloveniji podpirajo takšne projekte, ki se potem sredstva oplemenitijo, ki imajo vsebino, kot pa neke velike projekte po mestnih občinah. Kot je še dodal žalski župan, na Fontani po koroni v sezoni prodajo najmanj 30 tisoč vrčkov piva. Če so podatki, ki jih pač jaz imam, da se približno proda 30 tisoč pivskih vrčkov v Žalcu, in če to generiramo, da vsi, ki sem pride, ne kupijo še najmanj krat 3, je najmanj 100 tisoč obiskovalcev v Žalcu, ki jih prej ni bilo. In zdaj ta nadgradnja te pešpoti je samo še dodatek, kjer bo v bistvu še dodatna ponudba za ta turizem. In jaz mislim, da moramo tudi na našem ministrstvu predvsem v to lokalno turistično infrastrukturo še več vlagati, zato da bomo na nek način pripeljali v to destinacijo več turistov. Tako da jaz sem zadovoljen, ker se lahko relativno iz malega denarja naredijo velike zgodbe. Zadovoljen pa je seveda tudi žalski župan Janko Kos. Za mene je danes en lep dan. Mi bomo to polnjevali v smislu 5-zvezdničnega doživetja, to hmeljsko tematsko pot, in verjamem, da bomo imeli drugo leto še kaj za pokazati. Mi plujemo z vetrom, če pa treba, kdaj gremo pa proti toku, samo da dosežemo cilj. Danes sem v vodu simpatično slišal, da župan hodi po ohojenih poteh, ne ubira bližnjic. Pa moram reči, da kdaj grem tudi na manj ohojeno Trnovo pot, da sem pripravljen tudi kakšna polena pod noge. Primer takšen je bil Fontana, pa še kaj, ampak važno je, da dosegaš cilj. Samo z enim takim drznim početjem lahko dosežeš nadpovprečne rezultate, in danes je znanilo enega nadaljnega turističnega razvoja Žalca in jaz sem na to ponosen. Zbrane sta nagovorila tudi hmeljarski starešina Božo Kobolt in hmeljarska princesa Urška Brinovec. Za glasbo pa je poskrbela letošnja ambasadorka Fontane Piv, pevka Irena Vrčkovnik. V Tehnoparku Celje, ki so ga odprli 9. septembra leta 2020, so proslavili 5-letnico delovanja. V 5 letih so uspeli obisk podvojiti, letos jih je v prvih 8 mesecih obiskalo več kot 41 tisoč obiskovalcev. Ob obletnici so pripravili druženje na prostem z različnimi atraktivnimi delavnicami. Tehnopark, znanstveno-raziskovalni park, ki ga je Mestna občina Celje uredila v nekdanji blagovnici T, projekt pa sofinancirala tudi z evropskim denarjem, so odprli 9. septembra leta 2020. Zavod je bil ustanovljen z namenom, da ustvarjamo inovativno in kreativno okolje, kar nam je dobro uspelo.
Zelo dobro pa tudi sodelujemo z lokalno skupnostjo, z izobraževalnimi inštitucijami in gospodarstvom. Tako da ponosni smo mogoče na to, da smo že uspeli organizirati 2 mednarodni konferenci robotike in umetne inteligence, potem 3 mednarodne STEAM konference, sodelujemo v tudi izobraževalnem sistemu KATIS, ki nudi dodatno izobraževanje za zaposlene v izobraževanju. Tehnopark ne obiskujejo le Slovenci, vsako leto je med obiskovalci več tujcev, v zadnjem obdobju zlasti prednjačijo Hrvatje. Leta 2020 so začeli s 53 eksponati, danes jih imajo 60, se pa že aktivno pripravljajo na nakup novega. Zelo si želimo novega eksponata, v bistvu varčujemo že kar 1 leto, ker imamo v mislih nekaj večjega. Je pa tako, da smo v preteklih 2 letih predvsem investirali v razvoj delavnic in pa programov, malo manj v eksponate. Letos smo se prijavili na 3 evropske projekte in 3 nacionalne. Konec leta bomo dobili rezultate, če smo bili uspešni, in upamo, da iz tega naslova pridobimo dodatna sredstva, da bomo lahko uresničili naše načrte po novem eksponatu. Tokratno rojstnodnevno druženje je postreglo številnimi delavnicami in privabilo kar nekaj najmlajših, ki so se jih lahko udeležili. Ena najljubših delavnic je izdelovanje raket, ko otroci sami izdelajo raketo, pa jo spustijo v zrak. Potem je kinetični pesek, ko otroci se igrajo s kinetičnim peskom, kotiček za inženirji, ko s posebnim konstrukcijskim setom izdelajo kakšne figure, bolj zahtevne, manj zahtevne. Potem je delavnica s plišastimi žičkami, ko si otroci spet lahko nekaj izdelajo, kako zapestnico, obesek za ključe, pa poslikava obraza. In nekaj, naša mogoče osrednja točka je pa kemijski šov, ta nora znanost, kjer naš Ciril bo pokazal zanimive eksperimente na znanstveno tematiko. Kaj se dogaja v vaši delavnici? To so v bistvu fotoni, to je dejansko prva delavnica, kjer otrok prvič spozna programiranje robota. Najrajše v bistvu ali sledijo, da lovijo takele miške, ali pa dejansko neko svojo pot naredijo, pa dodajo svojo glasbo, svoje svetlobe. Obisk Tehnoparka raste tudi letos. V prvih 8 mesecih so našteli dobrih 41.000 obiskovalcev. Najbolj smo ponosni na povečan obisk, ki smo ga dosegli v 5 letih. Saj smo dosegli v 5 letih 165% večji obisk. Leta 2020 smo imeli 21.000 obiskovalcev, v letu 2024 pa kar 55.000. V letošnjem 8-mesečju pa tudi že za 15% presegamo lanski obisk. Trenutno se pripravljajo na festival trajnosti, ki bo od 18. septembra do 8. oktobra ponudil trajnostne delavnice z ozaveščanjem o okoljski problematiki, razstavo Odkrivaj, sodeluj, raziskuj, občasna znanost v Sloveniji. Trajnostne teme pa bodo obravnavali tudi v njihovem podcastu. Košarkarji Rogaške so sredi 4. tedna priprav na novo sezono. V novi sezoni jih bo vodil 57-letni domačin Damjan Novaković, ki se je decembra lani vrnil na klop Rogaške, ki jo je sicer v obdobju 2013-2022 vodil kar 9 sezon zapored. Če se malo pošalim, priprave potekajo nemoteno in standardno za zamudo, torej ekipa še danes ni dokončno kompletirana. Ob tem je prihod dveh Američanov nekoliko zamudil, tako da smo jih dobili v torek in sta prejšnji teden trenirala 3-krat, odigrala prijateljsko tekmo. Imamo Patrika Tabaka, ki se vrača po poškodbi in ki še ni pripravljen za napore. Torej nekje zdaj imamo realno 7 članov, če člane uštevamo vse tiste igralce. Ekipa je izjemno mlada, izjemno fermeta, izkušnje so velik minus. Ampak na podlagi teh treningov in 2 prijateljskih tekem sem lahko optimističen. Seveda poteka intenzivno delo pri iskanju tega še enega centra. Večkrat smo bili blizu, pa tudi zdaj smo, pa se še ni uresničilo. V sredo odhajamo na kratke priprave v Mostar in Sarajevo, kjer bomo odigrali 3 tekme. Ko se vrnemo, upam, da bomo tudi
zaključili iskanje centra. Ta čas, ko Tabaka ni se ekipi tudi priključil in dobiva minutažu 17-letni Rok Kozelj. Se pravi, kot sem rekel, ekipa je mlada, ampak je zelo delovna in se res trudijo na vsakem treningu in tekmi in jaz verjamem, da to ne bo izgledalo slabo. Novaković je v drugi polovici lanske sezone ocenil zmožnosti takratnega igralskega kadra in se po njej odločil za popoln remont. Iz lanskega rosterja je zadržal le 20-letnega Tadeja Colnariča. Lanska ekipa je bila, če bom čisto odkrit, narobe sestavljena, tako da z izjemo Colnariča smo ostale igralce smo pustili, da grejo po svoje. Torej, ostal je Colnarič, vrnil se je Tabak po poškodbi, iz mladih selekcij pač Rok Kozelj. Tu je tudi Aljaž Toplišek, ki bo najbrž treniral s člani in igral kot posojen igralec v Slovenski Bistrici. Ostalo so novinci, oba dva rukija iz NCAA lige, vrnitev v Rogaško Vala Jugovca, upam, da tokrat uspešna. Prav tako vrnitev Čevizoviča, ki zdaj ni več star 19, zdaj je že 22 in od njega pričakujemo in energijo in dobre igre. Prav tako David Križanič, ki se je pokazal na dobrem nivoju v drugi ligi v Slovanu. Pričakujemo te dobre igre, počasi predstavi tudi na prvoligaške terene. Novinca sta Američana Walker in Jones. Najbolj zveneča ukrepitev pa je zagotovo povratnik Tadej Ferme, ki se v Rogaško vrača po 5 letih in že tretjič v karieri. Nekak ta dom pa naklonjenost samega kluba, da smo najdli skupni jezik in da smo najdli neke skupne točke, ki so me pritegnile pa prepričali v to, da sem prišel nazaj. Bi prav Rogaška lahko bila zadnji klub v karieri izkušenega 33-letnika? Tudi s tem sem že malo flirtal. Možno je, nisem še razmišljal čisto točno o tem, ampak če bi si kje želel nekako zaključiti kariero pa nek skleniti krog, se mi zdi, da je bilo to kar smiselno v Rogaški. Po odlični sezoni pri drugoligašu Slovanu se je v zdraviliško mesto preselil 22-letni krilni center David Križanič. Poklical me je moj nekdanji soigralec Miha Fon. Jaz sem si želel narediti korak naprej, tako da mi je bila Rogaška ena taka privlačna destinacija, trener, ki ima veliko znanja, pa dobil bom dosti možnosti za igranje, tako da to me je prepričalo na koncu. Križanič, tako kot ostali novinci s prilagajanjem na novo sredino, ni imel težav. Meni je super, soigralci se dobro razumemo, tudi mislim, da sem že začel pogruntavati, kaj trener hoče od nas, tako da mislim, da bo ena luštna sezona, pa da lahko kar visoko ciljamo. Ja, zelo smo mlada ekipa. Mislim, jaz sem daleč najstarejši, ostali so vsi v bistvu mlajši. Patrik Tabak se še vrača, on je drugi najstarejši, pa je 25 let star. Teda jaz mislim, da bo to neka taka pomladna igra, poletna ekipa in mislim, da bomo mogli igrati hitro, atraktivno košarko, ki pa je za gledalce itak najbolj zanimiva. Rogaška je lansko sezono končala na 9. mestu. Letos so cilji slatinskega moštva nekoliko višji. Jaz sem vedno prevelik optimist. Če naša uprava želi neko uvrstitev v četrtfinale in seveda tisto, kar tudi jaz želim, lepe všečne igre z mlado ekipo in vrnitev končno po parih letih publike na sladske tribune. Imamo v spomenu tiste tekme, ko smo montirali vse dodatne tribune in imeli praktično 1500 gledalcev pa še več. To je jedno cilj, se pravi všečna igra. Drugo je pa seveda zagotovo ne razmišljamo o borbi za obstanek, niti ne razmišljamo o tem, da bi bili 7. in na ta način že vse upe položili v prvem krogu proti Olimpiji, ki bo prva. Tako da računamo čim boljši plasma v četrtfinalu in do takrat je zelo daleč, ampak bomo gradili korak po korak, da to obdobje dočakamo v čim boljši formi in seveda želim si čim manj poškodb in če poškodb ne bo, sem tudi zelo optimističen. Jaz mislim, da se bomo mogli za vsako zmago kar precej namučiti in potruditi. Vse ekipe so se nekako sestavile, imajo veliko število dobrih igralcev, ki so že igrali to ligo. Pri nas v bistvu smo bolj, oziroma so boljše nedokazani igralci,
Cevizovič tudi domačin, ki se vrača nazaj, še ni dobil tiste prave priložnosti in potem tudi recimo Jugovac enako. In bo ena sezona, kjer mislim, da bo nekaj fantov moralo narediti korak naprej, če bomo hoteli biti konkurenčna ekipa, ampak mislim, da so tega sposobni in verjamem, da je to možno. Jaz mislim, da če se nam lepo poklop, da se sestavimo, da se ujamemo med sabo, da sigurno lahko celimo en Final Four, bomo pa vsi dali vse od sebe, da bomo čim više prelezli. Košarkarji Rogaške bodo novo sezono odprli v soboto 27. septembra, ko bodo v prvem kolu državnega prvenstva gostovali v Šentjurju. Po noči bodo na zahodu še možne občasne krajevne padavine, deloma nevihte. Drugod bodo padavine prehodno ponehale. Jutri bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo do večera po večini ponehale. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj Celzija. V petek bo dopoldne spremenljivo oblačno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo deloma sončno, predvsem v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha ali nevihta. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa sončno. Ni izključena kakšna ploha. To so bili dogodki današnjega dne. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Prijeten preostanek večera in ne zamudite nas znova jutri. Nasvidenje.